Ola, čau. Sem hotel narediti še en video, ki bi bil nekako nadaljevanje dveh videov, ki sem jih naredil. Prvi je multikulturalizem, drugi je, zakaj je nesmiseln boj proti migracijam. Oziroma natančno se kliče Zakaj je boj proti migracijam nesmiseln? Torej, multikulturalizem in zakaj je boj proti migracijam nesmiseln. Če hočeš tega štekati, zakaj se sploh gre, je dobro, da si pogledaš multikulturalizem in potem, zakaj je boj proti migracijam nesmiseln. In hotel sem še nekaj dodati, torej ta tretji video, za čim bolj jasno sliko. Pač eni ljudje si mislijo, da sem jaz s hruške padel, da jaz ne vidim cele slike in da ne živim v realnosti. In sem hotel samo nekaj dodati še. Zato, ker eni ljudje mislijo, da moraš imeti vso zgodovinsko znanje in vse informacije, zato da veš, kaj se dogaja, ampak ni res, ne? Zato, ker mi sploh ne vemo, kaj v zgodovini in kaj v informaciji je zares res. Če si pa sposoben videti princip delovanja zaodrja, ki vodi vso skupaj dogajanje v svetu, potem pa vidiš, kaj se dogaja in vidiš, kje so vzroki. In hotel sem samo nekaj povedati. Ne? Vsi ljudje, ki se fokusirate na imigrante in skušate dokazati na 101 način, kako so neki Židje krivi ali kako je neka konstantno, kako je nekdo kriv zato, da se dogaja, kar se dogaja. In naprimer zdaj so imigranti ful v ospredju, ne? Migranti, joj, ne bi smeli biti tle, meje bi mogli zapreti, migranti prinašajo samo probleme. In sem hotel samo narediti video, kjer jasno prikažem, kako je to, ni nič drugega kot distrakcija od pravih problemov. Torej, prvo, migranti ne prinašajo nič slabega, kar mi že nimamo. Migrant je en človek, ki je v disociaciji, ki je neurovešen, ki pride sem in je poln jeze, ker prihaja iz okolja, iz nekega revnega okolja, ali pa iz nekega okolja, ki je bilo dominirano in pokradeno in konstantno terorizirano od tujcev. In pač prihaja v totalni disharmoniji, prihaja v naše okolje in povzroča disharmonijo. Ampak mi imamo iste probleme, kot jih prinaša ta migrant, že med našimi ljudmi, že med našimi sosedi, že med našimi Slovenci. Imamo iste probleme. In posiljevanja, in pobijanja, in alkoholizem, in vse živo imamo. Mi imamo že disharmonijo tukaj. Torej, en migrant nam ne prinaša dodatne disharmonije. Že je disharmonija tle in toliko jo imamo, da peče glava. Torej, hočem samo povedati, da en migrant ni problem. Migranti niso problem. Mi disharmonijo že imamo tu. To je prvo kot prvo. Torej, govoriti, da je v tej družbi zdaj migrant nekaj, kar res ne smemo tle imeti in da je to nekaj groznega, je samo preusmerjanje fokusa na nekoga drugega namesto nase, da pogledaš, katere probleme imaš ti in kaj treba rešiti tukaj znotraj Slovenije. Ker mi imamo en kup problemov. In migrant, tudi če jih pride 100, niso noben problem. Ker imamo že mi tukaj probleme, ki jih ne znamo rešiti. In če bi mi znali rešiti svoje probleme, bi znali rešiti tudi probleme, ki jih ima migrant. To je prvo kot prvo. Drugo kot drugo, to, da se mi fokusiramo na migrante in si mislimo, da kako so migranti nekaj groznega in da se to ne bi smelo dogajati, je samo distrakcija, samo še ena od tehnik tega velikega plana,
svetovnega, ki se dogaja, distrakcija stran od tega, kaj nam dela elita in kaj nam dela vlada in naša politika. Kaj nam delajo? Pač gremo biti realni, gremo biti čisto realni. Če bi elita, vlada, politiki, torej če bi ljudje, ki vodijo ta svet, poskrbeli za ljudi, to pomeni, da bi naša vlada poskrbela za nas Slovence, da bi mi, ki živimo tukaj na tem okolju, lahko živeli normalno življenje, brez da moramo biti sužni. Torej, da lahko delamo par ur na dan, da ne rabimo delati pol dneva ali pa cel dan med dve službi, da lahko delamo naprimer 4-5 ur na dan, da nismo sužni in da normalno lahko živimo, da lahko preživimo, da imamo vsi dovolj denarja in da imamo vsi streho nad glavo in da torej živimo tukaj v neki harmoniji. Ne rabijo biti nebesa, ampak da imamo preživetje porihtano, da ljudje ne rabijo non-stop se boriti za preživetje. Če bi nam bilo to omogočeno, torej, kar je popolnoma mogoče, zato ker nas ni preveč na tem svetu, obilja, torej bogatstva je dovolj, denarja je dovolj in če bi mi hotli, če ne bi bilo korupcije, če ne bi bilo torej te vladajoče mafije, če ne bi bilo tega hudičevega namena, da nas razdvajajo in uničujejo, če bi bil namen, da se vzpostavi tukaj harmonija, bi se to z lahkoto naredilo. Vse se da zračunati, vsega je preko glave in bilo bi lahko poskrbljeno za vse. Če bi le to tej vladajoči si želeli, če bi hotli, bi za nas bilo poskrbljeno. In zdaj si vi predstavljate, če mi živimo v sistemu, torej, ki ga mi v bistvu podpiramo, ne? Mi ljudje podpiramo vlado in elito. Samo zaradi nas obstaja vlada in elita in politiki. Če ni nas, oni nimajo namena. Torej, samo zaradi tega, ker mi dajemo njim moč, torej mi dobesedno jih filamo z vsem, kar rabijo, zato da oni lahko nam služijo. Torej, če bi oni nam služili, če bi oni nam zagotovili sistem, ker bi bilo za nas poskrbljeno, glede na to, da jim dajemo svojo energijo, svoje življenje, če bi bilo za nas poskrbljeno, za vsakega Slovenca oziroma za vsakega človeka, ki živi na tem okolju oziroma v tej deželi oziroma na tem svetu, če bi bilo poskrbljeno, potem sem 1000%, da niti en Slovenc, niti en človek na tem ozemlju, na tem svetu ne bi imel problema z migranti. Glej, če bi za vse nas bilo poskrbljeno, gremo reči primer Slovenija, če bi za vse Slovence na tem okolju bilo poskrbljeno, glede na to, da smo v slovenski državi, če bi bilo za vse Slovence poskrbljeno, da bi tukaj mi imeli harmonijo, da bi mi vsi imeli omogočeno preživetje in da lahko tudi cvetimo na nek način. Ne samo, da je preživetje porihtano, da lahko živimo lepo življenje, kar se da, kar je vsega dovolj. Če bi to bila res želja, ne, naše vlade in da bi mi to imeli, potem, če bi prišli migranti, bi lahko to nudili tudi njim. En človek, ki ima svoje življenje porihtano, ki je potešen, ima preživetje porihtano, tak človek nima nobenega problema. Mi bi bili vsi tukaj satisfied. In pol, če bi prišel nek reven človek, nek migrant ali karkoli, ali grupa ljudi, migrantov ali karkoli, mi ne bi imeli, jaz sem prepričan, da niti en Slovenec ne bi imel nič proti migrantom. Mi imamo vse porihtano in imamo še zmeraj dovolj, da lahko omogočimo tudi vam, da se integrirate v to okolje, da sobivate, ker itak nič ni naše, in vsega je dovolj za vse in dajemo vam možnost, imate možnost, da se nam priključite in da sodelujemo in da furamo naprej ta life skupaj. Ampak, ker temu ni tako, ker imamo vladajoče elito, žide ali karkoli si boš zmišljal še, karkoli skupino, ki vodi ta svet in ima nek hudičev plan, karkoli si boš mislil, če pogledaš, nam smetajo, nam grejo na kurac migranti, samo zaradi tega, ker za nas ni poskrbljeno, mi plačujemo, mi živimo, delamo, mi dobesedno delamo in porabljamo svoj denar in plačujemo 1001 davke in torej dobesedno smo sužni v tem sistemu, ker za nas ni poskrbljeno, za enega migranta oziroma za enega tam, ki ne skrbi za ta sistem,
mu je ponujena neka preživnina, neka plača, neka sociala. Nekdo, ki ne dela, ima socialo, nekdo pa dela in se more preživljati. In potem gre takim ljudem na kurac, to je normalno. Jaz popolnoma razumem, jaz se sploh ne dajem tu na nobeno stran, jaz popolnoma razumem ljudi, ki so jezni, da prihajajo migranti tle, ali pa ljudje, ki so jezni na ljudi, ki izkoriščajo zdravstveni sistem, ljudje, ki so non-stop bolani. Kakšna neodgovornost je to? Izkoriščanje zdravstvenega sistema. Ali pa ljudje, ki nočejo delati v življenju in so cel na sociali. Ali pa pač ljudje, ki se grejo korupcijo kot politiki, furajo neko svojo mafijo in pač grejo mimo sistema in zaradi tega je finančni sistem neučinkovit in nekje non-stop podteka nek denar. In se potem pri drugih krade. In potem drugi morajo delati več. Pač jaz popolnoma razumem, meni je to tuj na kurac. Ko vsakemu človeku gre na kurac. To pomeni, da si zdrav v glavi. Tako da jaz razumem, ko se nekdo pizdi, zdaj tle temo migranti. Torej, jaz razumem, ko se nekdo poljezi, da pač migranti tle prihajajo, zato ker enemu migrantu tam damo neko pomoč, en domačin tle pa je klošar pizde. Za domačine ne poskrbimo, za migranta poskrbimo. In zaradi tega nam grejo migranti v nos. Ampak zato ni kriv migrant, to sem hotel povedati, zakaj je migrant samo distrakcija. Vse, kar se dogaja na tem svetu, je samo distrakcija, ki jo elita, politiki, vlada ustvarja, zato da se mi ne bi fokusirali na njih. Ker če dojamemo in se fokusiramo na njih, smo kar naenkrat združeni. Lej, poglejte ljudje, cel moj namen tega kanala je, da bi se mi združili. Zato, ker samo če se mi kot ljudje združimo, nam pol vladajoči ne morejo več nas več razločevati in dominirati. Zato, ker elita, vladajoči in politiki obstajajo samo zaradi tega, ker mi njim dajemo energijo. Večina tega človeštva na svetu niso vladajoči, smo mi, navadni ljudje. Mi, navadni ljudje, smo 99% človeštva. In 1% kontrolira vse to. Veš, kaj je to? Kakšne ovce smo? In to samo zato, ker smo razdvojeni. In zaradi tega smo šibki. Če se mi združimo, če se teh 99% ljudi združi, ta elita razpade v parih sekundah, izgubi moč, država propade, elita propade, vse to izmišljeno propade. In pač moj namen je res samo združiti ljudi in predstaviti, da prej, ko se začnemo soočati z realnostjo, ki je tukaj, prej se lahko fokusiramo na razreševanje problema. Naprimer, vsi ljudje, ki se fokusirate še zmeraj, kako so naprimer migranti krivi, da je to zdaj neka stvar, ki jo je treba razreševati, da so migranti krivi, to je samo distrakcija. To je samo še ena tema, za katero se identificiraš, ker eni bojo pa govorili, da kako to ni problem. To je samo še ena tema, kjer se pač bomo razločevali. To je distrakcija. Migrant ni problem. Migrant je problem zato, ker mi nismo zrihtani. Zato, ker mi nimamo porihtanega življenja. Nam gre na kurac, ko država porihta življenje nekemu migrantu oziroma dovoljuje temu migrantu, da je tukaj in mu nudi neko pomoč, medtem ko nam ne nudi pomoči. Zato nam gre na kurac migrant. Vse pizdarije, ki nam migrant prinese, jih imamo mi itak že tukaj. Migrant ne prinese nič novega. Posilstva in poboje in vse to se dogaja že tle in ne razrešujemo tega. Imamo sistem, ki to dovoljuje. Zato, ker ne nudi ljudem integracije, ne nudi ljudem, da bi se zavedali in postali celostni. Ne nudi ljudem zastonj pravih informacij in integracije k svoji celostnosti in s tem, da rata nek harmoničen človek, ki lahko sobiva. Sploh nimamo ustanove in organizacij in nekega sistema, ki bi obveščal ljudi. Ta kanal dela to, jaz delam to. To bi mogel delati sistem, to bi mogla država delati. Mi tega nimamo. Vodijo nas bolani ljudje. Zdravniki so bolani ljudje. Filozofi so prestrašeni ljudje. Vsa ta smetana, ki naj bi nas vodila, ki bi mogla voditi ta sistem, je v kurcu. Vse je v kurcu, do zadnjega, od prvega do zadnjega je vse v kurcu in mi se pol na mesto, da bi to prepoznali in se združili in prepoznali, da obstajajo v življenju, obstajajo samo dve strani.
ena stran je mi, ljudje, in druga stran je politika, vlada, elita, ki vodi ta svet, in policija in vojska in vsi, ki ščitijo, ki slepo ščitijo ta sistem. Torej, ljudje in sistem. In ljudje, ki ščitijo ta sistem. To je to, samo te dve strani so. In tle se prepoznamo vsi kot eno, nema veze si črn, bel, zelen, ne vem, kakšne identitete imaš in filozofije imaš, tukaj smo skupni. In preko boste dojeli, da so vse te stvari, s katerimi se mi ubadamo, distrakcija, samo zato, ker da se ne bi združili, ker če ti daš res fokus na tisto, kar je glavni problem, torej glavni problem niso migranti. Glavni problem je torej sistem, ki ne poskrbi za nas in ker za nas ni poskrbljeno, nam grejo na kurac migranti. Ampak če bi za nas bilo poskrbljeno, da bi mi imeli vsega in še preko, da bi mi dobesedno bili overflow, da bi imeli vsega na pretek, kar bi lahko bilo, kar je vsega dovolj na tem svetu, bi mi lahko še za druge poskrbeli. Ne bi bil migrant več problem. Torej ni problem migrant, ampak mediji in ljudje, ki so ful napaljeni na te teme in migrantje in meje in borba za domobranstvo in ne vem kaj, samo ustvarjajo nezavedno distrakcijo, nezavedno delajo distrakcijo stran od realnih problemov. Migrant ni problem, problem je vlada, problem je politika, problem je elita, ki vodi ta sistem in vse to so distrakcije, zato da se mi ne združimo. Dajte ljudje odpreti oči, no. Migrant res ni noben problem, nobenih novih problemov nam prinaša, mi te probleme že imamo in naš sistem jih ne rešuje. Same distrakcije, samo bombončke nam mečejo. Vsak medij meče samo bombončke, samo distrakcije, zato da se mi ne združimo. In mi se bomo združili samo pod tem, da dojamemo, da čeprav je 100 ljudi 100 čudi, imaš črne, bele, zelene in ne vem, kakšne vse filozofije, še identitete, ki obstajajo, dokler se ne bomo združili v tem, da obstajamo samo ljudje in tisti, ki nam ne bi dovolili, da smo ljudje, torej vlada, ki nas zavaja, nas od samega rojstva nam laže, ne daja pravih informacij, nam puni glavo z nepotrebnimi informacijami. Torej nam zavaja, nas laže, uničuje, pohablja, disociacijo ustvarja, nas drži nezavedne, slepe in nas vodi ko ovce tam, kamor si želijo in nam po poti mečejo distrakcije, zato da se zgubljamo. In potem se mi identificiramo v vsem tem prestrašenem sistemu, vsak s svojim trendom in se bojujemo en proti drugemu. Migrant je zadnji problem. In če bi za nas bilo porihtano, migrant sploh problem ne bi bil. Če bi mi imeli vlado, ki bi poskrbela, da imamo mi harmonični sistem tukaj, bi mi v tej harmoniji sposobni še drugim nuditi harmonijo. Zato, ker za nas ni poskrbljeno, nam gre na kurac, da se za druge poskrbi. Na našem ozemlju, pa to je normalno. To sploh obsojanje ni, sploh ne more biti obsojanje. Torej, problem je sistem, problem so vladajoči in isti kurac je, ali je gor liberalni človek, ali konzervativen človek, odkar sem na tem planetu, je isti kurac, kdo je vladal. Zmeraj je bilo slabo. Nič se ne spremeni. Samo obljublja se in laže se. Neke pizdarije se spreminjajo, ala, naprimer, kako se bo zamašek na plastenki odvijal. Same bedarije, samo distrakcije, samo bedarije. Z našim življenjem, z našim denarjem nam dajajo same distrakcije. Namesto, da bi nam omogočili sistem, kjer bi mi živeli in si pomagali, nam dajajo distrakcije, s katerimi se obadamo in se identificiramo in razločujemo. Noben migrant ni problem, ne me jebat. Kakšne meje? To je samo distrakcija. Zato, ker za nas ni poskrbljeno, nam gre na kurac uno, valjda. Ma če bi za nas bilo poskrbljeno, bi mi bili tako, ja, pridi, ni panike, ti bomo dali delo, cap, boš delal tle. Močna država, močna skupnost
lahko pomaga tudi drugim. Šibka skupnost pa noče nobenega drugega, ker ne more niti sama preživeti. Vsak medij meče samo distrakcije ven. In potem ljudje, ki so prestrašeni, se poistovetijo s tem in prodajajo neke distrakcije še naprej. To je nezavednost, na katero točno vladajoči upajo, da se bo zgodila, da bojo ljudje kupili v te medije. Tako kot je bil ta COVID in vsaka druga vojna in vse ostale pizderije, ki se dogajajo. Samo ena stran je. To je, mi smo ljudje, ki bi radi živeli. Mi smo ljudje, ki bi samo radi živeli in sfunkcionirali. In znotraj tega mora biti ljubezen, ki jo bi nek liberalen človek prinesel, gremo reči neka ljubezen, sprejemanje različnosti, in po drugi strani nekaj, kar bi konzervativci prinesel, in to je postavljanje meja. Zato, da se vsi med seboj spoštujemo in da nas različnosti bogatijo, ne pa da se v različnostih dominiramo. In potem naj zmaga, ko je jači. Da nas različnosti bogatijo. Pridem k njemu, govorim po njegovo, on prije k meni govori po moje, je to nekaj normalnega. Zato jaz tukaj na tem kanalu cel cajt govorim, ni fora, da se mi samo sprejemamo, ampak istočasno, da ratamo integrirani, torej da sebe sprejemamo, ne samo druge, ker ljubezen pomeni, vsi smo not. Sebe sprejmeš in drugega, in v temu, ko sebe sprejmeš, samo tako lahko drugega sprejmeš, in ko boš drugega tako sprejemal, ne boš sebe zapostavljal. Torej, integracija je najpomembnejša stvar v življenju. To, da ti rataš celosten, integriran človek, je najpomembnejša stvar v tem življenju, ker samo tako lahko zares sprejemaš ljudi in istočasno sprejemaš sebe v odnosu. To pomeni, da boš spoštoval človeka in istočasno postavil meje, ker imaš rad tudi sebe. Edino tako bomo lahko v prihodnosti živeli. V videu o multikulturalizmu sem že izpostavil, da večkulturnost je neizbežna, to se dogaja že od zmeraj, od pamti veka in se bo dogajalo. To je trend, ki je večji od bilo katere skupnosti človeštva, upiranje temu je nesmiselno, potrebno je, da se fokusiramo na to, kaj lahko naredimo. Dajanje energije v borbo proti nečemu, kar se že odvija in je preko nas in nas bo premagalo, ker je močnejše od bilo katere skupnosti, ker je celo svetovno, je nesmiselno. To je bitka, ki si jo že izgubil. In dajati fokus v to je biti žrtev. Treba je dati fokus v to, kaj lahko mi zdaj znotraj tega naredimo. Če boš dajal energijo v borbo proti nečemu, kar je že tu, je zmeraj bilo in se že odvija in je močnejše od nas, kot so neke migracije, večkulturnost, če dajaš borbo v to, si samo ti žrtev in namesto, da bi isto to energijo, ki dajaš zdaj v borbo proti temu, kar je neizbežno, ki jo uporabljaš za to, namesto da bi jo uporabljal za svojo integracijo, ko bo zadeva popolnoma prišla sem in nas bo prevzela, namesto da bi ti bil močen, boš šibek, nesposoben sobivanja in takrat, ker ne boš celosten, bojo tisti, ki so močnejši, te zdominirali. Torej, če prihaja nekaj, kar je neizbežnega, namesto se fokusirati in boriti proti temu, je ful bolj smiselno svojo energijo usmeriti v celostnost, v integracijo, v to, da ratamo močni, zato da ko to pride k nam, da smo pripravljeni na to. Mi moramo biti na večkulturnost pripravljeni, mi tega ne moremo ustaviti. Na večkulturnosti mi ne moremo ustaviti. In če hočemo biti pripravljeni na to, moramo nehati dajati fokus na neke migrante in kako smo proti temu in ne vem kaj, ker se samo zgublja energija naša življenjska. In potem ne bomo pripravljeni, ko bo to tu, ker to bo tu, to je naša prihodnost, pridi na obalo, pa boš videl, da je to že prihodnost. In moramo to energijo usmeriti v kaj lahko naredimo. Jaz sem tip, in jaz sem narejen za razreševanje problemov. In jaz zdaj tukaj razrešujem problem. Jaz sem zelo učinkovit v energiji. Kaj lahko mi zdaj naredimo?
najboljše, kar lahko narediš v večkulturnem okolju, kjer smo različni tipi ljudi, največ, kar lahko narediš, je, da si močen človek. Ne orožje in velike mišice, ne mislim to. Da si močen karakter, da si celosten. Ti boš močen karakter samo, če boš celosten. Močen karakter pomeni, da imaš vse adute na voljo, da imaš celo svojo človečnost na voljo. Lahko si sočuten, lahko si tudi agresiven, zato da postaviš mejo. Lahko se povežeš in čutiš, ampak lahko tudi meje postavljaš z jezo. In torej integracija je najpomembnejša stvar. Moramo se fokusirati v integracijo. Zato, da ko bo tukaj naval multikulturalizma, ko bo tukaj večkulturnost, bomo sposobni s tem sobivati, bomo pripravljeni na to. Ne moremo se pripraviti tako, da bomo imeli velike mišice in orožje. Z vojno ne moremo nič razrešiti, samo še nove vojne bojo. To bo šlo v nedogled. Moramo ratati integrirani ljudje, ki torej sami sebi in samo zato, ker sami sebi lahko tudi drugim torej nudimo, da živimo v sožitju. Kdaj bomo odrasli, če ne zdaj? Pa se nikoli ne odrastemo. Kdaj bomo odrasli? A ni cajt, da odrastemo? Namesto, da mi ljudje vi pametujete, kot da sem jaz s hruške padel, kot da sem samo še, jaz nisem prišel na ta internet prodajati neke svoje filozofije, jaz nisem samo še en tip, ki bi rad s tem zaslužil. Jaz sem tle z namenom, da se združimo, da se izpostavi realnost, da se ljudje čim prej soočijo in da se združimo. Samo, če se bomo fokusirali na integracijo, bomo sposobni prenesti vse v življenju. Sem ravno posnel en video, ki je bil nekako namenjen ženskam, ampak je namenjen vsem ljudem. Samo stanje celostnosti lahko prebrodi krizo. Drugače ne moremo prebroditi krizo. Tako kot smo do zdaj prebrodili krize, to pomeni, da smo pač potrpeli, to je samo odlašanje in prenašanje, soočenje z realnostjo na kasnejši čas. To je to. Mi smo to zdaj cel cajt delali. Zmeraj smo samo potrpeli, tolerirali in potem, ko je bilo lažje, smo malo zadihali, ampak stvari niso bile nikoli zares razčiščene. Mi lahko krizo zares prebrodimo, res jo lahko, da bi bila potem tudi na koncu, ko je prebrodena, razčiščena, samo z integracijo, samo s tem, da ratamo celostni ljudje. Glej, ta migracija in večkulturnost je čisti dokaz tega. Kdor se bo upiral večkulturnosti in se fokusiral na neke dokumentarce in zgodbice in knjige in filozofije, kdo je zares kriv, zgodovinska dejstva, neki detajli in take pizdarije, ni dojel bistva. Ni usmerjen v razreševanje problema. Je usmerjen k doprinašanju k problemu, namesto k razreševanju. Sploh nema veze vsa ta zgodba. Kdo je kriv zares in kaj je. Situacija je taka, kot je, kaj mi lahko zdaj naredimo, da preživimo. Upirati se in govoriti, ojoj, to ne sme biti in mogli bi se spremeniti in vlada bi mogla to rihtati, tudi če pride drugi na oblast, isto bo, nič se ne spremeni z vlado. To je vse skupaj samo en film gor, ena scena, ena drama. Nič ne naredijo. Torej, kaj lahko ti zdaj kot posameznik narediš, ki zdaj živiš v strahu in gledaš te medije, kaj lahko narediš? Večkulturnost je tu neizbežna in pridi na obalo živeti, pa boš videl. Slovenska obala je Slovenija. To je to, pridi na obalo, pa boš videl, da ni Slovenija. Ni več Slovenije na obali. Večkulturnost je že tu, jaz živim in the future. Vam govorim, kaj vas čaka gor vse v Slovenci, kaj vas čaka vse, vam govorim, kaj vas čaka. Zdaj lahko se jočete in borite, zakaj se to dogaja, to se ne sme, vlada ne bo nič naredila. Če mislite vi pumpati mišice in se streljati, bo samo nova vojna nastala, ki bo prinesla novo vojno in novo vojno in novo vojno in novo vojno. In potem bomo tako, kot se dogaja cel cajt, bojo še naši pravnuki spet v neki vojni zaradi neizraženih čustev, zaradi neintegriranosti, kuhali za mero generacije, tako kot se to dogaja po celem svetu.
Namesto, da bi razčistili naša čustva, naredili integracijo, ratali potešeni, zaključeni, celostni ljudje, da bi zaključili stvari, zato da lahko gremo iz nule naprej, ne pa da konstantno vlečemo preteklost za sabo in potem naši pravnuki se še zmeri borijo za to. To se dogaja cel life, cel svet, celo zgodovino. Realnost je tu, niti meni ni všeč, nobenemu niso všeč spremembe. Zato, ker zahtevajo delo. Niti meni ni všeč delo. Komu pa je? Spremembe se dogajajo, življenje zahteva spremembe, zahteva več kulturnost in glede na to, da vlada, za katero dajemo življenje, z svojim vsakodnevnim delom, trudom, to je življenje, ne poskrbi za nas. In namesto, da se fokusiramo, zakaj poskrbi za ostale in ne za nas, kaj lahko naredimo, je samo to, da naredimo integracijo, da smo čim močnejši celostni ljudje, ker ko bomo mi sami znotraj celostni, bomo boljši na vseh ostalih področjih življenja in s tem pripravljeni sobivati in preživeti v novem svetu. Ni druge opcije. V novem svetu ne boš preživel, če ne boš močen človek. Ne v mišicah in streljanju. V integraciji, da ne boš toleriral stvari, da boš zahteval spoštovanje, da boš zahteval harmonijo. Torej, da boš močen karakter človeka. Ne zmeraj v jezi. Močen pomeni biti celosten, tudi znati imeti odprto srce in sprejemati in biti sočuten. Cel človek, to pomeni biti močen. Če se bomo fokusirali v to, nam niko ne može nič tam. Noben nam ne more nič. Noben nam ne more nič, če smo mi celostni ljudje. In celostnega človeka ne moreš voditi. Celostni ljudje, če se damo na kup, nam pač noben ne more več prati možganov. Noben nas ne more več usmerjati. Do takrat, jaz sem že razmišljal, kaj bi lahko naredili. Jaz sem že razmišljal o eni opciji. Jaz sem razmišljal, da dokler se to zgodi, kar zdaj govorim, ta integracija, ki bi nam omogočila res pravo povezanost in moč, z katero bi mi preživeli karkoli bi nam življenje ponudilo, zato ker močni ljudje zgradijo močno skupnost in močna skupnost lahko pomaga sebi in drugim ljudem. In to je samo skozi integracijo. Torej, dokler mi do to dosežemo, sem razmišljal, kaj bi lahko drugega naredili, kaj bi lahko zares drugega naredili. Ena opcija je, da bi nehali, da bi začeli dobesedno ignorirati državo, da bi začeli hrano, da bi imeli pač neko težko obdobje, skozi katero bi mogli iti, kjer bi nehali hoditi v službo in nehali hoditi v trgovine po hrano, nehali imeti račune in hrano pridobivati od kmetov, od domačinov, kjer bi pač dobesedno zignorirali državo, kjer bi zignorirali sistem, katerega plačujemo in nam nič ne da v zameno. Nas uničuje, v bistvu daje nam v zameno to, da nas uničuje. Poglejte, kaj se dogaja. Večina svetovnega prebivalstva ima avtoimunske bolezni. Zato nismo krivi sami. Ljudje bojo rekli, ja, tvoj način življenja je kriv. Ja, ma kdo te pripeljal v ta način življenja? Zakaj ti sistem ni omogočil, da bi imel harmoničen način življenja? Da bi bil zdrav? In potem si izmišljujejo neko farmacijo in zdravstvo, ki ne rešuje ničesar. Ničesar ne rešuje. Ne rešuje. Pač jaz sem razmišljal, najboljše bi bilo, da bi nehali hoditi v službe ljudi in da bi hodili k lokalnemu pridelovalcu, zato da bi neko krizno obdobje preživeli, da se ne plačuje računov, da se dobesedno ignorira državo. In to je to. Mi plačujemo državo, država nas ima za sužnje, za bedake in kako lahko drugače pokažemo, da smo mi tisti, ki smo glavni, kot da jo zignoriramo in bi mogli dobesedno za neko daljše obdobje delati mimo nje, tako kot to itak delajo vladajoči, ki je čista mafija. In tisti neki manjši mafijaži, ki že delajo mimo, tako bi mogli vsi začeti delati. Vsi bi mogli začeti delati na črno in to je to, brez posrednika. Brez posrednika in potem bi se sistem sesul. Sistem bi se sesul, vlada nima več nobene moči, elita nima več nobene moči. To bi bila edina opcija. To bi bila edina opcija, da bi mi pokazali sistemu, da smo močnejši od njega.
to je edina opcija. Ampak tle nastopi en problem in to je problem, da tle moramo res vsi skupaj stopiti, ne. To je problem. Ampak fora je, da zdaj je dosti ljudi, ki ima korist od trenutnega sistema in te ne bojo stopili skupaj. Ljudje, ki imajo korist od trenutnega sistema, ne bojo stopili skupaj. In tudi, če se to zgodi na slovenskem področju, marsikdo lahko skoči čez mejo in nadaljuje ta isti sistem v drugi državi. In potem, ko se pri nas povrne nazaj stanje, ki je bilo prej, naprimer, se samo vrne nazaj in to je to. Tako da, če bi hoteli, da bi to res funkcioniralo, pol bi se to moglo zgoditi vse svetovno. Torej bi dobesedno v vsaki državi mogel biti eden, ki bi združil celo državo, zato da bi se kot svet združili in pokazali dobesedno eliti, da mi smo ljudje in mi odločamo. In mogoče se bo to zgodilo v prihodnosti, jaz pojma nimam, jaz ne govorim, da se to ne more zgoditi, jaz mislim, da se to lahko zgodi, bolj kot da se ne more zgoditi. Ampak imam feeling, da nismo še na tem nivoju, da bi lahko kaj takega dosegli. In edino, kar nam do takrat preostane, je, da delamo integracijo. Integracijo življenja. Torej, da ratujemo celost. In ko rečem integracijo, kaj mislim? Da tiste dele, ki so v naši senci, tiste dele nas, ki jih ne živimo, deli, od katerih smo v disociaciji, kdaj jih začnemo živeti. Ker samo, ko začneš živeti celega sebe, si močen človek. In močnega človeka ne moreš več nalagati. Ne moreš ga več zavajati. Ne moreš mu lagati več. Tudi če ni popoln, se bo hitro spet najdu. Tudi če se za malo zgubi, se bo hitro najdu in se bo postavil v center, tako ko rečejo ljudje. V svoj center. V jasnost. To je edina stvar, ki nam v novem svetu omogoči preživetje. Če ne, te bo čas pojedel. Čas te bo pojedel. Ljudje, ki niso integrirani, se bojo zgubili v novem svetu. Časi, ki prihajajo zdaj, bojo nekaj cajta grdi. Nekaj časa bojo težki cajti. To je edina stvar, ki ti bo omogočila preživetje. Če te zanima več, kako se dela integracijo, si poglej moje videe. In če imaš feeling, da jih ne razumeš, mi piši komentarje spodaj, komuniciraj z mano, jaz bom odpisal na komentarje in če bo več skupnih komentarjev, bom pač naredil nov video na to temo, jaz bi rad ljudem dal zastonj te stvari. Ampak če pa imaš feeling, da pač preprosto ne razumeš ali pa da bi rad vodenje, ponujam tudi osebni stik, lahko delamo online ali pa tudi v živo. To je to. Prava moč je v tem, da si celosten človek. Samo tak človek lahko istočasno sobiva z drugimi in v tem procesu ne pozabi nase. Samo tak človek lahko to dela. In da to dela iz stanja sproščenosti, ne zato, ker je cel cajt se sili živeti po nekih pravilih in se bori in istočasno zato, da bi bil sočuten in da na sebe ne pozabi in da mora non-stop skozi glavo tako živeti. Da res to živiš zato, ker si v takem stanju, ker si res v spremenjenem stanju. To se da doseči. Integracija prinese spremenjeno energetsko stanje. Torej stanje, kjer lahko to živiš iz sproščenosti, iz spontanosti. Ajde.